V prostorih občine Kamnik je potekala tiskovna konferenca župana in občinske uprave, katere najbolj zanimiva točka je bila napoved kamniškega župana Antona Toneta Smolnikarja, da se jeseni ne poteguje več za županski mandat. Moja odločitev je padla lani jeseni, da je 16-letno obdobje, eno obdobje, ki pomeni tretjino moje delovne dobe, ki se šteje že v 39 letih. 39 let, seveda sem delovne dobe zapolnil. Lani ob mojem okroglem rojstnem dnevu sem se odločil, da je dovolj. Ampak ne zato, ker bi bežal pred odgovornostjo, ne zato, da bi rekel, da zdaj pa na današnjih tiskovnih bom rekel, zdaj pa se ne grem več, ampak seveda bom skušal z mojimi sodelavci izpeljati tiste glavne projekte, ki smo si jih zastavili, ki jih sem zastavil tudi kot župan, za katere rečem, da se v enem mesecu ne da storiti veliko, v enem letu malo več, da so potrebni mandati, če rečem z mano vred zapušča to hišo 12-13% zaposlenih, nas je zdaj le 50, začel sem 24, če razmišljamo in seveda ne sledimo teh zahtev, te nore birokracije, te nore zakonodaje, kjer seveda smo, predvsem pa smo županje in župani zelo neupoštevana rasa. Na naše vprašanje, če se lahko zgodi, da se bo kasneje premislil in katerega kandidata bo podprl, je povedal. Ne vem, koliko je kandidatov v tem trenutku, veliko jih je, veliko jih misli, da je to čudovita služba, veliko jih misli, da je to čudovita plača, za skoraj 39 let delovne dobe ni nobena tajnost, da sem jaz, da dobim 2000 evrov z leti vred, nekateri ne verjamajo, mnogi ne verjamajo, mislijo, da je to 4-5 evrov, no pa še ministri imajo veliko mi 3000-ake. Tako da bo vse odvisno, kako bo izgledalo. Vem, da so 3/4 leta že v Kamniku, jaz sem večkrat rekel, v Kamniku so že volitve, pol leta, 3/4 leta. Damjan me je zagotovo vprašal, koga bom podprl. Ko bojo znani kandidati, zagotovo tistega, ki bo verjel, da hišo ne gradi pri strehi. Zagotovo ne tistega, ki vpije, da je čas za spremembe. Kajti, kot sem prej rekel, čas za spremembe ni menjava župana, čas za spremembe ni v razmišljanju, čas za spremembe je v aktivni, bom rekel, zagnani ekipi, ki mora seveda upoštevati vse ovire, ki se pojavljajo na poti. Zagotovo ne bom podprl morda tistega ali tiste, ki bodo še kdaj uporabljali kangelco, lopatko in mamivke. Zagotovo bom podprl, če bo potrebno, tistega, ki razmišlja razvojno in seveda, ki bo, predvsem pa je to pomembno, nadaljeval tisto, kar je moja ekipa v zadnjih letih zastavila. Da bo nadaljeval tisto, kar pomeni, da se ne ustavlja pri zgraditvi prve osnovne šole, potem bo pa rekel, umekinje drugo osnovno šolo. In še posebej dodal. Damjan Hančič, jaz bom odgovoril takole. Neresnice, ki so jih nekateri in jih še trosijo, da sem pred 3 leti pa pol govoril, da bom šel v penzijo, so to neresnice. Resnice, zakaj neresnice? Zato, ker takrat nisem imel pogojev, sem že prej rekel. In danes sem povedal, da bo lista tekla naprej, da bom podprl tistega, ki bo govoril o spremembah na zdravih temeljih, in seveda tistega, ki bo ne zato, da bi ščitil mojo ekipo sedanjo, da morajo delovna mesta imeti. Ampak vendarle, če
sem se tako odločil. Nobenih insinuacij, župan spet se spreneveda, pa bo rekel jeseni drugače. Ker večkrat sem rekel, imam svoje mnenje in se z njim strinjam. To mnenje, da se bom na letošnjih volitvah umaknil, sem mojim najbližjim povedal lani jeseni in danes ga tudi javno objavljam.